Lina Ovnik in Eva Zupančič sta prejeli srebrno priznanje na državnem tekmovanju glasbene olimpijade. Mentorica je bila Ema Igličar. Jana Jarc je prejela srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz Vesele šole. Mentor je bil Igor Zadravec. Prejela je tudi srebrno Cankarjevo priznanje. Mentorica je bila Barbara Voršič. Tija Globokar je prejela srebrno priznanje iz zgodovine. Mentor je bil Igor Zadravec. Prejela je tudi srebrno priznanje iz angleščine. Mentorica je bila Polona Rozman. Špela Koračin je prejela srebrno priznanje iz geografije. Mentor je bil Igor Zadravec. Prejela je tudi srebrno Cankarjevo priznanje. Mentorica je bila Barbara Voršič. Ula Parker je prejela srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz Vesele šole. Mentor je bil Igor Zadravec. Antonela Barukčič je osvojila 3. mesto na 12. mednarodnem pesniškem natečaju Dječje carstvo v Bosni in Hercegovini. Mentorica je bila Mojca Žefran. Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke. Učenci so bili dejavni na različnih področjih, nekateri so bili vedno pripravljeni sodelovati in pomagati. Zaključek šolskega leta je pravi čas, da se jim za njihov trud še posebej zahvalimo. Antonela Barukčič je učenka, ki je bila dejavna na kulturnem področju. Vodila in sodelovala je na prireditvah. Dosegala je uspehe na literarnem področju. Med 4500 mladimi pesniki iz 6 držav je svojo poezijo na mednarodnem pesniškem natečaju Dječje carstvo v Banja Luki osvojila 3. mesto. In tudi večkratna finalistka državnega pesniškega natečaja Rima Raja, ter 2-kratna finalistka regijskega tekmovanja mladih literatov, ki poteka v okviru Dolenjskega knjižnega sejma. Antonela Barukčič prejme priznanje kulturnica šole. Lina Ovnik je bila vedno pripravljena sodelovati. Sodelovala je na več kulturnih prireditvah, je zanesljiva in odgovorna. Nastopala je kot povezovalka in igralka v dramskih krožkih. Sodelovala je na literarnih natečajih, je vljudna in lahko učencem za vzor. Lina Ovnik prejme priznanje kulturniča šole. Matej Cesar je bil vedno pripravljen sodelovati. Sodeloval je na več kulturnih prireditvah, je zanesljiv in odgovoren. Bil je igralec v dramskih krožkih, prednik šolskega glasila. Je vljuden učenec, lahko za vzor drugim. Matej Cesar prejme priznanje kulturnik šole. Ula Parker je sodelovala na številnih kulturnih prireditvah v zadnjih letih in sicer kot povezovalka in nastopajoča. Kot članica kuharskega krožka je sodelovala pri pripravi pogostitev. Sodelovala je pri številnih šolskih projektih. Kot članica turističnega krožka je lani in letos prejela zlata in srebrna priznanja. Ula Parker prejme priznanje kulturnica šole. Lina Ilar je dosegla 3. mesto na področnem posamičnem prvenstvu v teku na 1000 metrov in 4. mesto na področnem ekipnem prvenstvu v atletiki v teku na 1000 metrov.
Bila je tudi šolska reprezentantka v nogometu, zato je zasluženo pripada priznanje za najboljšo športnico šole. Nejc Barbo je dosegel drugo mesto na področnem ekipnem prvenstvu v atletiki v skoku v daljino in četrto mesto na področnem posamičnem prvenstvu v teku na 60 metrov. Bil je šolski reprezentant v nogometu in košarki. Na osnovi vseh dosežkov mu zasluženo pripada priznanje za najboljšega športnika šole. Zlata čebela je priznanje, ki ga prejmejo tisti učenci šole, ki pokažejo večletno prizadevnost in uspešnost na več različnih področjih. V letošnjem šolskem letu bosta priznanje Zlata čebela prejeli 2 učenki. Tija Globokar je prejela bronasto priznanje iz fizike, bronasto in srebrno priznanje iz angleškega jezika, bronasto in srebrno priznanje iz zgodovine ter bronasto Preglovo priznanje. Osvojila je tudi srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava, zlato priznanje za najboljšo turistično nalogo, zlato priznanje za najboljšo kulturno predstavitev na stojnici na zaključni turistični tržnici ter aktivno delo na terenu pri zbiranju gradivu o Lojzetu Slaku. Bila je dejavna na kulturnem področju. Vodila in sodelovala na prireditvah, je Zlata Bravka. Aktivno je sodelovala v odlični skupnosti. Je zanesljiva in odgovorna. Nudila je pomoč učencem. Tija prejme priznanje Zlata čebela. Lina Ovnik je prejela bronasto in srebrno priznanje na državnem tekmovanju glasbene olimpijade in srebrno priznanje iz angleške obradne značke. Osvojila je tudi srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava, zlato priznanje za najboljšo turistično nalogo, zlato priznanje za najboljšo kulturno predstavitev na stojnici na zaključni turistični tržnici ter aktivno delo na terenu pri zbiranju gradiva o Lojzetu Slaku. Sodelovala je na šolskih pogostitvah v projektu Kuhna Pato. Prejela je tudi naziv kulturnica šole. Sodelovala je na več kulturnih prireditvah, je zanesljiva in odgovorna. Nastopala je kot povezovalka, igralka v dramskih krožkih, sodelovala na literarnih natečajih, je vljudna in lahko učencem za vzor. Je tudi Zlata Bravka. Lina prejme priznanje Zlata čebela. Vsem prejemnikom priznanj iskrene čestitke. Naša letošnja šolska zgodba se počasi zaključuje. Ob vsem, kar smo doživeli in ustvarili, smo lahko zelo veseli in ponosni nase. Uspelo nam je z lepimi ocenami zaključiti to leto. Mislim, da smo si vsi zaslužili počitek, dolge in vroče, predvsem pa brezskrbne počitnice. Da se malce odpočijemo in si naberemo moči za novo šolsko leto. Sedaj pa te povabim, preden se čisto zares posloviva, da se ostaviva še v šolski jedilnici in avli in se malo posladkava.